Nejc, mene pa vedno ful zanimalo, kako bi ti enega naučil pull-upse delati, ki ima preveliko telesno težo? Vidim, da imaš elastiko, mi hočeš nekaj povedati. Tako je. Jaz bi se zadeve lotil tako, da bi se dvignil malo štango na stojalo, to je v vsakem fitnessu, elastik žal ni, če jo imate, super, ampak bi pokazal tle. Se pravi, dvigneš si štango na to višino. To vaja za začetnika. Ja, ko se dviš, se lahko držiš gor na stegrenih rokah, lopatice aktiviraš. Retrakcijo, tako je. In se dvigneš, si pomagaš z nogami. In to lahko nekdo, ki ni toliko zelo močen ali pa pretežek, vse naredi, ni noben problem. Se strinjam, ker pač z elastiko, pa za pull-upse, dvigvece, ramenski sklep zelo trpi, tlele razbremenimo, si z nogami pomagamo, za začetnika super, tako da to je res dobra opcija. Potem pa če malo napredno. Ja, pa si to spustiš, sino. Napredna vaja, se pravi... Pa gremo v ležeč položaj in isto, delamo tako, na ta način. Lopatice aktiviraš, se dvigneš gor. S tem, da to je že kar veliko teža izvedba. Delamo biti že na določenih stopnjah. Meditacija, v bistvu že neka pol teža svojo dvigujemo. Začeti se dej, to je tako. Super, potem pa mogoče, ko to osvoji, lahko začnemo počasi z elastiko ali pa s kakšno protivtežo, če imate na fitnessu tako napravo. Super. Tako da ne se jih takoj dvigati, takoj napadati štange, se dvigati, na YouTubeu si to gledajo, kako delati pull-upse, pazati na lopatice, tudi napredni fitneseri delajo te vaje narobe, veliko poškodb, ramenski sklep predvsem, tako da poslušati nejce. To je to.